Ja, tudi mi kot društvo smo se vključili v ta Brežiški oktober, ki je postaja kot nek, bi rekla, ne samo skupek ekonomskih dogodkov, zaključevanj nekaterih projektov, ampak tudi kot en kulturni dogodek, ki ga vsi občani kar precej tako že jemljemo za svojega, ne? Tako da smo veseli, da smo del teh dogodkov, da nas ljudje opazijo, da nas pohvalijo, kar smo tudi letos doživeli, kar nekaj takih pozitivnih besed, vidijo, kje vse razstavljamo, kar nam da tudi voljo in seveda željo, da rastemo naprej. Veste pa, kakšni so začetki, so neke ideje in šele potem, ko vidiš svojo stvaritev, ko pogledaš malo strani, ko malo prespiš in za svojim kritičnim pogledom pogledaš nazaj, seveda dobiš ideje, nikoli nisi zadovoljen in želiš več, lepše, boljše. Tako da je tudi tale keramična razstava, ki je tukaj, za kar se imamo zahvaliti Posavskemu muzeju Brežice in njegovi direktorici gospe Alenki Černelič-Krošelj, je tradicionalna. Uvrstili smo jo vsekakor v Brežiški oktober, ker tukaj tudi spada, namreč zaključek delavnice, ki je tekel zelo dolgo tudi zaradi seveda razmer, ki jih imamo doma in v svetu, je pravzaprav prišla o pravem času na vrsto. Mi smo končali z delavnico z vsemi posamezniki, ki so ustvarjali pri Nevenki Ruškovič, pravzaprav šele septembra. Tako da bi rekla, vse skupaj se nam je kar, nekako nam je šlo na roko, vsak dogodek en za drugim, ne. Smo pa pravzaprav zaljubljeni v tale ambient, ki je zelo lep. Mislim, da tudi ta keramika ustreza notri, da ne deluje umetno in da nekako je skladna za to celoto. Tako da smo veseli, da smo lahko zopet tukaj, ker to nam ni bilo dano lansko leto. Lansko leto smo morali nekatere projekte enostavno zaključiti, se direktorici najlepše zahvaliti za njeno gostoljubje, vendar pa zaradi situacije smo vse prestavili na splet. Kot pa sem že rekla v uvodnem govoru danes, splet ni tisto, kar ljudje želijo. Seveda je, po eni strani je to ena dobra zadeva, dober projekt, vsakdo si lahko malo zavrti nazaj, pogleda pretekle dogodke, vendar pa pogled v živo, srečanje, druženje, tega pa nam splet seveda ne daje. Tako da tule je en ambient, ki ga mislimo zopet polepšati v decembru, ko bomo imeli tudi načrtovano novoletno razstavo celotnega društva, kjer bo razstavljala in likovna in kiparsko-keramična sekcija, v upanju, da bomo spet popestrili ta naš projekt z majhnim programom in seveda z priložnostjo, da se pogovorimo med seboj, ker to nam je v krvi. Želimo si tega in tule je resnično priložnost. Ja, nekako smo začeli tudi lansko leto, je nastala ideja, da začnemo z nekimi keramičnimi instalacijami, kar ni bila praksa prej v našem društvu, vendar pa ta zagotavlja sodelovanje vseh, kar pomeni, da smo enotni, da znamo poiskati skupno besedo, skupen projekt, skupno izdelovanje in pa želja nam je bila seveda popestriti naše mesto, naš kraj, ker vsi praktično ne morejo, ne želijo in imajo tudi danes nek odpor do vstopanja v neke zaprte prostore, kar je tudi razumljivo, saj smo ljudje zelo različni. Ta park, ki je pri Domu kulture v Brežicah,
pa je tako in tako postal kar bogat tudi letošnje leto z nekaterimi dogodki. Pa ne samo dogodki, postavljena so igrala, postavljene so klopi, ljudje so začeli zahajati v ta park, ki je bil nekje vedno zapostavljen v ozadju, sedaj pa je oživel in ideja je nastala kar tako spontano, zakaj pa ga ne bi tudi mi malo polepšali, mu podarili nekaj pozornosti. Ja, zadovoljni smo, no, če bi rekla zadovoljni. Veste, pri nas v društvu nikoli nismo zadovoljni. Tudi jaz sem taka osebnost, da nikoli nisem zadovoljna. Ali pa sem zadovoljna prvih 5 minut, potem pa že razmišljam, kaj bi še lahko naredili. Mi smo letošnji načrt dosegli, oziroma dosegli ga bomo, saj imamo še 2 projekta. Bomo ga pa tudi presegli. Letos smo poglobili sodelovanje z keramičnim društvom na Hrvaškem, kjer smo našli nekaj skupnih točk, tako sodelovanje pri nekaterih razpisih in potem na razstavah, kjer sodelujemo, pa tudi na njihovem simpoziju. Jaz upam, da jim bomo lahko to povrnili tudi na naši strani, da bi to nastalo neko prijateljsko druženje, ne samo med nami posamezniki člani, ampak tudi med našimi društvi, tudi uradno, in da jim bomo lahko pripravili takšen projekt, ki se ga bojo tudi oni z veseljem udeležili. To je bil nekako tudi naš cilj in stremenje, da gremo širše izven naših okvirjev. Zakaj? Čisto enostavno. Več ljudi več ve, če se družimo, skupaj nastajajo ideje. Vsakdo pove nekaj doda en drobec svojega znanja pri ustvarjanju, tako da v bistvu vsi gradimo in vsi rastemo naprej, v zadovoljstvo vseh nas in naše okolice. Za naslednje leto pa lahko rečem, da se bomo držali teh naših načrtov. Upam, da nič manj ne bomo delali, mogoče bomo kakšno zadevo spremenili, ker tako kot sem rekla, ko pogledaš nazaj, narediš projekt, si zadovoljen, potem pa moraš malo prespati, pogledati, kaj bi se lahko dalo spremeniti, kaj dopolniti, kje si najti dodatnega nekega znanja, koga povabiti. Tako da to je še vse, bi rekla, ta zimski čas je čas izdelovanja načrtov.